Spoštovane, Kulturni center Maribor, knjižna zbirka Frontier s ponosom predstavlja knjigo, ki mogoče ni več tako nova, Mine arbitraže in avtorja Miroslava Slano Mirosa. Pa vendar, knjiga Mine arbitraže bo menim vedno aktualna. Pogovor z avtorjem bo vodil glavni urednik zbirke Peter Dobaj. Hvala lepa, Dušan, za napoved. Sicer jaz sem zapisan kot odgovorni urednik, glavni si ti. Tukaj smo danes z Miroslavom Slano Mirosom, dolgoletnim novinarjem, raziskovalcem, pisateljem, pesnikom, vse, kaj je v zvezi z zapisano besedo, tudi dramatik, mislim, da je Miros dal skozi. Hvala, da si se nam pridružil tukaj. Knjiga Mine arbitraže govori o v bistvu podjarmljanju slovenskega ozemlja, kako smo ga, oziroma ali so ga naši politiki, ali smo ga mi, kako smo zabarantali naše ozemlje, kako smo v bistvu izgubili neke pomembne dele našega slovenskega ozemlja. Tukaj je Primorska, kjer smo v bistvu tako rekoč izgubili Trst, izgubili smo celotni Piranski zaliv. Dejansko zgodovinsko je bila meja med Slovenijo in Hrvaško na Mirni. Potem pa je tukaj še Štrigova, ozemlje Štrigove, kjer je kar nekaj kmetij, kar nekaj ozemlja tukaj bilo na takšnem ozemlju, ki je danes ni več naše. Miros, predajam ti besedo. Rekel si, izgubili smo. To je dokaj pavšalna trditev. Mi točno vemo, zakaj smo izgubili. Na kratko, izgubili smo našo južno mejo zato, ker vse do danes ni bilo politične volje, da se zadeva uredi. Ni bilo politične volje niti ob osvoboditvi, ni bilo politične volje niti ob osamosvojitvi 91. leta. In zakaj je tako? Zato, ker so nekateri, tudi današnji lideri, svetoma likovali, čase Jugoslavije in še danes, sveto kot svetnike malikovali nekatere liderje, nekatere glavne politike. Na Hrvaškem je bil to Krejačić, pri nas Maček, Tomšičeva in še nekateri. Ne moremo razumeti, zakaj smo zato ustanovili nekakšno državo Palestino, ki je brez ozemlja, ko pa tudi mi ostajamo sedaj brez dobršnega dela ozemlja in še hočejo podjarmljati. Na kratko, ni bilo politične volje, nedržavotvorno je to, kar so ves čas počeli in kar poskuša arbitraža doseči. Arbitraža skuša doseči to, da bi se meja potegnila v Piranskem zalivu, je ljubi Bogec. Odkot? Meja je bila legitimno vedno na Mirni. Nikoli ni bila Hrvaška. Zato jaz nisem mogel, ko sem vse to proučil in zbral vsaj za 900 strani resnih esejističnih vsebin, sem pravzaprav videl, da me vsi zavajajo. Da me zavajajo in sem se vrnil nazaj na južno mejo in ugotovil naslednje. Prvi, ki so delovali zoper to,
česa sem se lotil, torej odkrivanje resnice za zavore v naši meji, so bili pripadniki Udbe. Ti so mi odtajevali moje podatke, ki sem jih pridobil, jih izgubljali in tako prispevali, da bi jaz prenehal z zelo prijaznimi druženji z mano. Vendar sem jaz to nadaljeval in sem prišel tako daleč, da sem ugotovil, da bi pravzaprav arbitraža današnja morala biti postavljena na mirno, na reko mirno. Potem bi bila ta arbitraža smiselna. To, kar je pa zdaj tukaj pri nas, arbitraža v Piranskem zalivu, to je pa farsa, to je pa izigravanje Slovencev, nedržavotvorno izigravanje Slovenije in je pravzaprav hudodelsko delo zoper državo. Tisti vezni členi, pa tudi tisk, ki še zdaj delujejo zoper to, da bi se odkrila resnica, so pravzaprav tako nedržavotvorni, da bi jih morali tako izločiti in na naše vladne in državne mesta postaviti prave Slovence. Ne ozirajo se na to, so ti levi ali desni, če tudi prave levice več nimamo, pa niti ni desnice, ki bi bili pošteni Slovenci, ki bi bili sposobni Slovenci in bi te meje končno uredili. Kajti mi ne moremo ostati Palestina brez svojega ozemlja. Kje vidimo nekako začetek te zgodbe, kje smo začeli izgubljati našo zemljo, kje smo začeli izgubljati našo samozavest glede tega? Izgubljati smo jo začeli takoj po osvoboditvi 45. leta. Najhujši udarec se je zgodil 47. leta, ko so vzklikali po Sloveniji in Jugoslaviji Tito partija živela svoboda. V resnici so pa v Štrigovi prav tedaj aretirali, mučili in začeli pobijati vse tiste avtohtone Slovence, ki jih je bilo v Štrigovi 96%, pobijati in zapirati zato, ker so se izrekli za Slovence. Čez noč je prišla direktiva, ta šola bo hrvaška, čez noč je prišla direktiva, v cerkvi bo vse hrvaško. Skratka, ni bilo več slovenskega časopisa, ni bilo več slovenske besede. Kdo je govoril, jaz sem Slovenec, je bil sumljiv in je znano, da je Knoj, Udba, hrvaške strani, s pomočjo naše, šla prva v akcijo na mučenje. Žalostno je pa to, da to niso bili tisti izvrševalci partijskih načel, nekateri. Med njimi, kot sem zbral dokaze, pisne dokaze imam o tem, med njimi so tudi bili krščanski demokrati, z Gibine, Štrigove, tam iz okolice. Celo cerkveni pevci, ki so se hoteli nekako prikupiti, dvorezniki, in so pravzaprav napravili tudi levjo uslugo vsem, ki so bili Slovenci. Ostale so jame, 3-4 jame so še neodkrite, eno jamo smo odkrili, kjer je bil tudi spoštovani urednik te zbirke, te knjige, ki je izdala, to je Dušan Hedl, in je sam videl, kako ta jama izgleda. Danes je s betonom zalita, v njej počiva 32 pobitih Slovencev, identificiranih, imajo imena, priimke, ki so natisnjeni v knjigi in polno izjav hranim, da to dokumentiram.
Zdaj ti, zdi se mi pomembno, kako v knjigi govoriš o tem, ne polagaš krivde izključno nekim tujcem, nekim tujim organizacijam, nekim tujim državam. V bistvu dejansko gre za knjigo, za krivdo nas samih, naše politike. Absolutno politika. Nekaj je imela predtem tudi politika Beograda, ki si je pa končno umila roke, saj kot vemo, je Tito celo izdal nekakšne naloge in potrdila, po katerih naj bi končno rešili zadevo v Štrigovi pošteno, če so Slovenci, ne bodo pošteni Slovenci. Ker se je izjasnilo 96% domačega prebivalstva za Slovence, je tam bila Slovenija, kot je bila prej vedno. Vendar so jo na silo podjarmili, da ne bom se tega ponavljali, v knjigi je to prav lepo navedeno s podatki. Šlo je za neke druge stvari, za vse tisti aparat, za slovenski aparat politični, ki je podložno kimal Krejačiču na Hrvaški, ki je Beogradu kimal, potem je bilo še dosti domačih izdajalcev, ki jih v knjigi omenjam, in je potem vse skupaj je šlo tja, kamor je šlo. Čez Ivana Mačka, Matije in Krejačiču, pa doslej ni upal nihče. Danes, današnji politiki, od Pahorja do Cerarja, do Jelinčiča, do Janše, vsi jih še vedno skrivoma, prikrito malikujejo. Kajti, če jih ne bi malikovali, bi postavili arbitražo, kot sem že omenil, v Mirni, ne pa v Piranskem zalivu, ki je tako ali tako slovensko. To je nova okana, češ, da Slovencem damo občutek svobode, zdaj ste pa vi odločili, da je po Piranskega zaliva vašega vprašanje, kako je z odprtim morjem, splobo. Pustimo pa Štrigovo in pustimo Istro, ki je bila vedno slovenska, nikoli hrvaška. Dokler se ne bodo naši politiki zganili in tega postavili tako, kot je treba, mi ne moremo več resno obravnavati tega, ker to je cirkus, to je huje kot cirkus, to je tragedija naše politike, tako kot se dogaja. In bi morali to preprečiti, ker pa temu ni tako. Prosim za drugo vprašanje. Cirkus je, ne? Dejansko je cirkus, to si ti že hitro ugotovil in v bistvu si nalašč zastavil to knjigo, v bistvu celotno besedilo satirično, ne? Točno to. Ugotovil si. Vsa zadeva že od naslovnice in vsa vsebina je satirično, tako nekontinuirano, tako brezvezno, tako krvoločno nametana, kot so vsi dogodki, ki se jih študira od 45. leta do danes. Vsi skupaj počnejo nekaj, pa sami ne vejo kaj. Vedeti pa moramo, prva ustava po vojni je Štrigovo, zlasti Istro, prištela Sloveniji. Druga ustava, po drugi ustavi je Štrigova, zlasti Istra, sta v Sloveniji. Hrvati celo so spočetka to priznali, kasneje pa so se odinjali naši ljudje, kot da ne vemo, kaj bi s Slovenijo. Mi zdaj ne vemo, kaj bi s Slovenijo. Zato, ker so obremenjeni, vsi politiki, ki še danes vladajo, so obremenjeni
Najbolj obremenjen pa je gledal tisti, ko se je valjal tam pri Jorasu po bregu, kar sploh ni vredno omembe neke Slovenske ljudske stranke. Zato sem jaz zasnoval to kot satirično, bi rekel, ironično satirično farso ali pa ironično satirično jebo tega, kar se je dogajalo. To vse skupaj ni resno. Kajti, če bi še jaz o tem pisal resno, kot so vsi tisti zapisniki in vse to, bi pravzaprav pomagal slovenske meje zakopavati, ne odkopavati. Slovenija je pa že tako drugače obgrizena, ko eno najbolj zavrženo jabolko in ta ugrizek je vržen, kamor hočeš. To še kura ne več, piščanec je. Gre za nedržavotvorno žongliranje s Slovenci in s slovenskimi mejami. V knjigi si zbral tudi ogromno gradiva, tako fotografskega, tako dokumentarnega, vse od leta 1945, vse od zgodovinskih zemljevidov, lastnih fotografij, člankov. Je pa tudi ogromno gradiva, se mi zdi pomembnega, izjave očividcev. Ta knjiga je obraz jugoslovanske in slovenske politike, ki sega v današnji čas. Zato sem jaz ta obraz te politike predstavil in zastavil v tej knjigi. Tako kot je ta knjiga postavljena, to je dejanski obraz naše politike. Lahko se sedaj tisti, ki bodo secirali, sklicujejo, to pa ni ne eseistično, to pa ni ne literarno. Ne, to je samo obraz. Portret naše politike, portret naše nedržavotvorne politike, portret našega nedržavotvornega žongliranja s Slovenci in slovenskimi mejami. Zanimivo se mi zdi pri teh izjavah očividcev, pri teh zgodbah, ki si jih odkrival, ki so ti ljudje govorili, nekatere so zapisane, nekatere nisi vključil. Tu imamo izjave Šarike Figar, pa Alojz Kovačič. Zanimivo mi je, da ti ljudje še vedno, še danes občutijo neki strah, ne upajo si dejansko povedati, kaj vse se jim je dogajalo v njihovi mladosti. Dovoli mi moj sogovornik, da udarim žebljico na glavico in povem bistvo od tega, zakaj pravzaprav mi tukaj sedimo. To bistvo je na mailih, ki jih imam v rokah. Prebral bom kratkih nekaj odlomkov iz teh mailov in tu bo vse razvidno. Začnem s eno. Znana doktorica, profesorica je napisala svoji kolegici, ki živi v Štrigovi v meji, tudi je imena profesorica. V ponedeljek bo v konzorciju predstavitev nove knjige Miroslava Stane-Mirosa. Urednik magister Dušan Hedl prosi, ali bi bila pripravljena spregovoriti nekaj besed. Pošiljam ti besedilo in tako dalje in tako dalje. Urednik je bil pripravljen tvoje delo celo honorirati. Knjigo bi ti nemudoma poslal po pošti. Prosim te, ali bi bilo mogoče avtorja in urednika spoštujem. To je prvo pismo, ki je sprožilo naslednje. Dva. Draga moja Marija, ko bi ti vedela, za kakšno bolečino tukaj gre. Moja rodna hiša je še vedno uradno, žal na Hrvaškem, 90% domačije
pa v Sloveniji. Tema je za mene tako boleča, da je javno ne morem spregovoriti, kajti vem za dejstva in za konkretne ljudi. Vem za strašno krivdo in soodgovornost. Za soodgovornost marsikoga in njihovi otroci se tega zavedajo. Samo osebno ti lahko to in ono pojasnim. Vrnila sem naziv častne občanke Razkriža tudi zato, to ti pojasnim. Prosim, da moj mobitel posreduješ Miroslavu Slani, da mu pojasnim, zakaj ne morem izkričati moje prizadetosti zelo mnogih tam v konzorciju in v Sloveniji. To je napisala profesor Cvetka Tot, ki tam živi. Meni je pa napisala: knjigo bom prebrala z največjim veseljem, ker sem sama iz družine, ki je vse do danes strašna žrtev tega, o čemer vi pišete. Zato molčim, ker bi sorodniki le-teh, ki so krivi za to genocidno dogajanje, podivjali in se bojim. Pokličite me in kakšno bova rekla privatno. Zato sem pravzaprav jaz vesel na tej današnji tiskovni konferenci brez novinarjev, ker ugotavljam, da je naše stanje še vedno tako, kot je bilo 47. leta, da je še vedno tako, kot je bilo 91. leta, v odnosu na našo državotvornost oziroma našo nedržavotvornost. Kajti kje na svetu ste videli osle, ki bi si izbrali državo, na meje pa pozabili. Meje in pa kar počasi odnašajo še danes. Ker niso znali nastopiti tako, kot bi treba, in si niso upali, ker še vedno malikujejo koga. Nekoga, ki ga ni in ki ga ni bilo in ki ni nič predstavljal. Ne razumem preprosto teh zavor in teh nedržavotvornih stanj. Tu smo. Tu je vsa resnica, sodobna resnica, to je pa nadaljevanje knjige. Če so kakšne vprašanja, komentarje iz publike, ste dobrodošli. Miros, kje ti vidiš, kakšna je pot naprej za nas, za Slovenijo? Poti je več. Prvič, da popolnoma menjamo vlado, vladne in državne predstavnike in izvolimo take Slovence, ki se bodo bojevali za tisto zadinjeno Slovenijo, za katero se je že nekoč prvi predsednik SHS in Jugoslavije Korošec bojeval, dr. Korošec. Tisto, za katero so se bojevali številni naši predniki, tudi Ivan Vuk Starogorski, mnogo prednikov, tudi Slomšek, če hočete, da ohranimo to Slovenijo, da vrnemo meje tam, kamor sodijo, kjer so legitimni, kjer ni nekih drugih dejanskih zakonov ali določil, da niso naše. Ampak za južno mejo jih ni. To je vse izmišljotina. To je vse izmišljotina. In največja izmišljotina je pa arbitraža sredi Piranskega zaliva. To prvič, drugič pa ljudje bi stopili na barikade, pa se prav politike bojijo. Ko jim bo politika dala možnost reči, mi smo Slovenci, ali pa se razkosemo. Ne gre del Italijanom, del Avstrijcem, del Nemcem, del Hrvatom, to, kar hočejo doseči nekateri, in celo sem bral razprave o tem, da čez 50 let bo Slovenija tako ali tako razkosana
In tudi bo, če bo šlo tako naprej. To je izjavo že enega 80. leta Miodrag Bolatevič Bule, Cankarjevem domu, Čirotu, se pravi Zlobcu, in bil zato skoraj izgnan iz Slovenije, češ kaj bo on govoril. Zdaj se to že dogaja. Zdaj se že dogaja, slovenščina je čim manj znana. Zato pravim, je ta knjiga na dobri poti. Ampak treba je politične grožnje, vse tisto, kar je tukaj, profesorica z meje, česar se ona boji stara, tega je treba osvoboditi samo z eno politično gesto. Ko bomo pa postavili arbitražo, namirno, se bo pa vse spremenilo. Ni Slovenca, ki se ne bi v to vdal, ampak so vsi zastrašeni. Hvala, Miros. Predstavili smo knjigo Mine arbitraže. Mogoče bi še omenil tukaj, da si ti pred časom tudi napisal knjigo o Vuku Starogorskem. Mogoče je to v bistvu že neki uvod Vuk delal v to, kaj se danes dogaja. Vuk je deloval pravzaprav, kot sem ga že omenil, v prid Slovenije, v prid zedinjene Slovenije. Kot udeleženec oktobrske revolucije je preizkusil tam vse to, kar se je dogajalo, bolševizem, vendar je ostal res eden izmed redkih Slovencev, ki je hotel se za Slovenijo potegovati. In že Korošec, kakor ga zdaj dajo v neki lonec, češ, da je bil far. Seveda je bil far, ker je bil tako reven doma, da ni mogel drugače študirati. Tako je pa prišel do fakultetne izobrazbe, ampak on je bil vedno socialist, vedno demokratičen človek. On je razdal svoje premoženje, kolikor ga je imel, za revnim. On je ustanovil Slovensko univerzo, on je ustanovil Filharmonijo, on je vsako leto nagradil 800 najboljših študentov v Ljubljani, kompletno z vso garnituro, vsemi knjigami, vsemi oblekami, poletnimi in zimskimi. 800. Kje imaš danes enega politika, ki bi ti 5 centov dal? Ga nimaš v Sloveniji. S tem je vse povedano. Vprašanje iz publike. Zakaj menite, da ta knjiga v medijih ni doživela večjega odmeva, čeprav je tema izredno aktualna? Ves čas govorimo o tem, zakaj ne. Ni politične volje in očitno so ne toliko uredniki oziroma novinarji, ampak so uredniki v ozadju tisti, ki poslušajo, ki še vedno vodijo staro politiko. Češ, pustimo meje pri miru, mi smo premajhni. To ni res. Vsak kmet, ko neko zemljo kupi, bo si prekleto zakoličil, do centimetra točno je moje. Pa bo strokovnjaka pripeljal, bodo to zakoličili, potem bo začel orati. Mi pa še orati nismo začeli, ker ne vemo, dokot lahko orjemo. To je problem. To je problem. Javna občila so spolitizirana v tem kontekstu. Ko sva s Jelinčičem prišla z beogradske prve konference o koncesiji, jugoslovanskih meja, so se nekateri v večeru, v delu, zlasti v večeru, rogali temu. Je pa TV-net, Koprska televizija in še nekatera javna občila so tedaj vzela to resno in so imela tam celovečerne oddaje, pogovorne o tem.
In naenkrat so se ljudje odprli, ko so videli, na tem kanalu pa lahko. Kasneje so potem začeli tu in tam kaj poročati. Seveda Slovenska ljudska stranka kasneje je vodila v stran od bistva zadeve, ki je oral se v cvetličnem lončku, brez veze. Kaj pa ima zdaj en cvetlični lonček tam, če je dejanska meja na Mirni? Za ta politična nedržavotvorna žongliranja gre. Ko bi novinarji dobili zeleno luč, bi prišli. Kajti snov je tako boleča, snov je tako dramatična, da je v vsakem primeru prej ali slej bo treba, če hočemo obstajati. Če pa nočemo obstajati, se bo pa zgodilo to, kar sem jaz govoril že prej, da nas čez toliko časa ne bo več. Kar je že napovedal Volatovič. To je to. Miroz, najlepša hvala. Predstavili smo knjigo Mine arbitraže. Upam, da... S knjigo bi bilo treba iti dejansko med ljudi in preseči politično nastrojenost in nedržavotvornost. Potem bi pa videli, koliko ljudi bi to knjigo kupilo. Med ljudi, edino to je možno. Tako se je revolucija delala vedno. Če gre pa tu za slovensko revolucijo, za obstoj Slovenije, za obstoj slovenskega ozemlja, potem smo pa vsi Slovenci, ki smo Slovenci, uradno, celo dolžni, da se za to borimo in potegujemo. Seveda skupaj z državo. To je vse. Jaz bi še vprašal, kakšen odnos imate avtor do nacionalizma? To treba pojasniti tukaj v tem kontekstu, ne? Neki nacionalizem, ki se pojavlja od Harvarda do ne vem česa vsega, nima v tem danem primeru prav ničesar skupnega s tem, kar se je dogajalo in se dogaja nedržavotvorno z zlasti slovensko južno mejo. Da ne govorimo, kako smo izgubili na Madžarski, pa kako smo Koroško izgubili, pa kako smo Trst izgubili. To nima nič skupnega. Nacionalisti se borijo pač neke čudne cilje svoje, kakršne imajo. Tu gre pa za vest, za slovenstvo, da smo Slovenci, kajti nikomu moramo pripadati. Samo ti shodi, ki se dogajajo pred Vrhovnim sodiščem, kjer se zbere peščica ljudi, ne bodo ničesar rešili. Ni prav sprožena zadeva. To lahko smatramo tudi kot politično zavoro, da je namerno tam to, da se ne bi dalje razvijalo. Veš, to je polno dilem, polno vprašanj. Ampak tisti, ki bi zavajal to nacionalizem, kot si sprožil ti, gospod Hedl, tisti je zgrešen, tisti ni pravi Slovenec in tudi nikoli ne bo. Tisti ne pozna slovenskega bistva. Tisto mu je tudi čisto vseeno za meje. Samo da se trka po prsti, jaz sem pa to. Najlepša hvala, Miroz. Prosim.